Morska zvezda je knjiga, ki se potaplja v morje najstniških težav. Te so še dodatno izzivalne, ker se pripovedovalka zgodbe Eli spopada s čezmerno težo. Lilijana in Jasna sta knjigo prebrali in v njej poleg Morske zvezde našli tudi školjko z biserom. Glavna junakinja Eli, ki je že od majhnega močnejše postave, nam takoj v začetku knjige predstavi pravila debelušk. Kakšna so ta pravila, Lilijana? Ja, ta pravila so zelo kritična, kot na primer ne smeš skakati v vodo, ker bo preveč pljusknila voda. Ne smeš se preveč pojavljati v javnosti, saj si boš nabral sramoto. Ali pa ne smeš nositi preveč ozkih oblačil. Ja, zelo grozno v bistvu vse to, kar si naštela, ker Eli se namreč sooča s psihičnim nasiljem tako v družini kot med vrstniki. A je intenziteta tega tudi tebe presenetila? Ja, me je zelo presenetila. Sploh kako se mama obnaša do nje in njena brat in sestra. Mama ji lepi članke na hladilnik, kako shujšati, kakšne diete naj dela in peljejo k zdravnikom za bariatrično operacijo. Brat in sestra pa sta ji celo dala nadimek pljuska. Je kaj takega opaziti mogoče tudi med vašimi vrstniki? Ja, ampak na srečo zelo redko. Ja, v mojih časih je bilo kar velikokrat slišati kakšne opazke in čeprav je ta zgodba sicer izmišljena in se zdi prekruta, pa v kratki besedi avtorice izvemo, da je to doživela tudi pisateljica sama. In danes je z nami Lisa Phipps, zato bi jo rada vprašala. Lisa, a je bila morda vaša osebna izkušnja prav povod za pisanje te knjige? Hi. It was very important for me to write Starfish because when I was a little girl and being bullied for being fat, I looked and looked for a book about a girl like me because I wanted a book that would show me how to deal with all the bullying. And I was really hoping that that book would also say I was okay just as I am. And I think that's what I want to make sure people understand from this book is no matter what size or shape you are okay and good enough just as you are. Hvala lepa, Lisa. No, Eli pa ima kljub temu ob sebi dobre ljudi, ljudi, ki jo zares vidijo in ki ji pomagajo, da sama sebe sprejme. Ja, ob sebi ima prijatelja, s katerimi ima iste hobije in očeta, ki jo spodbuja na vseh področjih, ter terapevtko, ki vse njene negativne stvari spreminja v pozitivne. Ja, včasih je dovolj samo ena oseba ali dve in lahko prebrodimo morje težav, najdemo svoj prostor pod soncem in razpremo krake, prav tako kot Morska zvezda. Hvala lepa, vprašanje pa se glasi. Knjiga pripoveduje o deklici, ki jo o njeni bližnji in okolica kritično ocenjujejo zaradi videza. Avtorica dela pove, da je glavno sporočilo knjige spoznavanje naše vrednosti, ne glede na osebnostne lastnosti. Kateri rek bi to najbolje opisal? A. Volk dlako menja, a naraven nikdar. B. Kdor ni uživ žalosti, ne zna ceniti veselja. C. Obleka ne naredi človeka. Ali D. Na jeziku med, v srcu led. Obe ekipi sta izbrali odgovor C. Obleka ne naredi človeka. Novogoričani, zakaj C? Učiteljica nam je govorila te frazeme in pregovore in reke pri slovenščini in je omenila tudi to. Da obleka ne naredi človeka, skratka, da tako kot zgledamo na zunaj, ni nujno, da smo tudi na znotraj. Kaj pa tale na jeziku med, v srcu led, to pa ni prav? Ne, tega Sliši se bolj kot en komad od Jana Plestenjaka, ne? Na jeziku med, v srcu led. Dobro, preverimo, če imate prav. Avtorica pove, da je ključno sporočilo knjige, da naj se zavedamo svoje vrednosti, ne glede na videz ali lastnosti, ki jih imamo. Rek, ki to najbolj povzame, je zapisan v odgovoru C. Po 5 točk za obe ekipi!